Pozdravljeni! V ponedeljek je bila 20. seja občinskega sveta Ormož. Svetniki so na dnevnem redu imeli 23 točk, tudi pobude, predloge in vprašanja svetnikov. V prispevku izpostavljamo vprašanja, ki jih je županu zastavil svetnik Davorin Kovačec. Na ponedeljkovi seji občinskega sveta so se ormoški svetniki odločno izrekli proti preoblikovanju pošte Velika nedelja v pogodbeno. Sklicevali so se na tradicijo pošt oziroma poštnih uslug v manjših krajih ter na dejstvo, da se v občini Ormož tako počasi ukinjajo vse pomembnejše službe. Kje se bodo v prihodnje izvajale poštne storitve pri Veliki nedelji, še ni znano. Do 23. marca je namreč še potekalo zbiranje ponudb. Mnenje občinskega sveta pa žal ne bo imelo posebne teže, saj bo zadnjo besedo o preoblikovanju imela Agencija za pošto in telekomunikacije. Svetniki so se seznanili tudi z načrtom za prenovo grajskega parka. Načrt je svetnike navdušil, manj pa strošek, ki bi ga občina morala plačati za prenovo. Prenova bi namreč predvidoma stala več kot 835 tisoč evrov. Vsekakor pa bo načrt, ki so ga pripravili študentje Fakultete za arhitekturo, podlaga za prijavo za primerne razpise na državna ali evropska sredstva. Sledile so predstavitve elaboratov in poročila o izvajanju gospodarskih javnih služb, ki so jih predstavili sodelavci komunalnega podjetja Ormož in obravnave nekaterih odlokov, ki se tičejo priključitve vrtca v Podgorcih k osnovni šoli Velika nedelja. Svetniki pa so se seznanili tudi s predlogi za podaljšanje obratovalnih časov gostinskih obratov. Ti bi izven stanovanjskih naselij odslej lahko v petek in v soboto bili odprti do 3 ali do 4 zjutraj. Med ostalimi točkami v nadaljevanju so sprejeli še sklep, da se rojakinji pisateljici Erni Meško pred gradom postavi doprsni kip, ter da 8 najemnikom občinskih stanovanj odpišejo terjatve za stanarine v skupni vrednosti 25 201 evrov. Kot običajno so na koncu seje svetniki smeli podati pobude, predloge in zastaviti vprašanja. Vsak po 4 vprašanja sta imela Jani Ivanuša in Davorin Kovačec. Vse podrobnosti iz seje boste lahko slišali v posnetkih seje v celoti. V krajšem poročilu seje pa izpostavljamo vprašanja Davorina Kovačeca, ki ga je zanimalo, kaj se dogaja v zdravstvenem domu Ormož, kjer je bilo v zadnjem času zamenjanih vsaj 15 zaposlenih. Zakaj že več kot 2 leti ne pride do popravila razsvetljave na športnem igrišču v Veliki nedelji in zakaj se ne ogreva tamkajšnja športna dvorana. Zanimal pa ga je tudi komentar župana na anonimno pismo, ki v zadnjih dneh kroži po Ormožu in je podpisano s Ormožani. Župan na ta vprašanja tako odgovarja. Zdaj, glede vprašanja v zvezi z zdravstvenim domom Ormož je precej zajeten odgovor. Jaz bi prav tako predlagal, da vam to dam pisno, da tega vsega ne čitam. Sicer pa so napisali, da je trenutno v zdravstvenem domu 95 zaposlenih, ki skrbi za 17 700 prebivalcev, da so v pretekli 10 leti razširili nove programe in za približno 25 zaposlenih in se je zaradi tega tudi povečalo število zaposlenih na teh 95. V letu 2016 pišejo, smo imeli 16 prihodov in pa 15 odhodov iz zavoda. Potem pa naštejejo razloge. Kot prvo, že nekaj let imamo status učnega zavoda za področje zdravstvene nege in drugih zdravstvenih dejavnosti. Tako smo v letu 2016 zaposlovali 6 pripravnikov z področja zobozdravstva, laboratorija, fizioterapije in zdravstvene nege, od katerih so 3 pripravniki zaključili pripravništvo v letu 2016. Polovica pripravnikov je iz ormoškega območja, drugi pa so širšega območja. Zdravstveni dom Ormož ima tudi odobrene specializacije iz drugih področij delovanja. Iz tega naslova imamo zaposlene in sicer
5 specializantov družinske medicine, enega specializanta z področja medicine, dela, prometa in športa in pa enega specializanta z področja klinične psihologije. Potem tretjič, ker smo razmeroma mlad kolektiv, imamo veliko zaposlenih za določen čas, za nadomeščanje porodnih dopustov in tudi zaradi daljših bolniških odsotnosti. Četrtič, glede na to, da smo javni zavod, smo omogočili tudi zaposlitev preko javnih del in sicer 2 delavcem, tako da sta 2 prišla in potem konec leta tudi 2 odšla. V letu 2017 beležimo 5 prihodov in sicer enega zobozdravnika v središču ob Dravi, enega laborantskega tehnika, enega SMS, to niti ne vem kaj to. SMS, eno srednjo medicinsko sestro, enega vzdrževalca ter ene delavke preko javnih del. Vsi zaposleni imajo bivališče na ormoškem območju, središče ob Dravi, Miklavž, pri Ormožu Ormož. Se pravi 5 prihodov in pa 3 odhode, 2 srednji medicinski sestri in pa enega DMS diplomirano medicinsko sestro. Tudi iz ormoškega območja, ja vam to dal napisano, pa potem, če se s čem ne boste strinjali, boste lahko še naprej vprašali. Kar se tiče električne razsvetljave na zunanjem rokometnem igrišču, vemo, da to ne dela, da reflektorji ne svetijo in sicer je letos planirana preplastitev vašega športnega igrišča in bomo takrat ob tej priliki tudi uredili to razsvetljavo, na katero vi opozarjate. Potem, kar se tiče ogrevanja športne dvorane, bom kar prečital tu še odgovor. Občina Ormož je na osnovni šoli Velika Nedelja poslala dopis k osnovni pogodbi, na podlagi katere smo zagotovili dodatna sredstva in sicer v višini 7546 evrov. Občina Ormož vsako leto na podlagi vloge osnovne šole, iz katere je razvidna podrobnejša obrazložitev stroškov, zagotavlja dodatna sredstva. Tako je v letu 2014 zagotovila 7736 evrov, v letu 2015 je zagotovila 13111 evrov, v letu 2016 pa je zagotovila 11332. Poleg tega je občina tudi v 2016 zagotovila zamenjavo žarnic v športni dvorani v višini 1136 evrov in zamenjala dimenzijo vodovodnega priključka in s tem zmanjšala strošek vode na mesečni ravni za približno 700 evrov. To je za toliko se je zmanjšala omrežnina, to je približno 8000 evrov pa pol na letni ravni. Tako da zdaj maksimalno se svoja športne dvorane ne kuri, posebno ne čez vikende, ne, čez soboto pa nedeljo, pač je temperatura nižja. Jaz verjamem, da športniki s tem niso zadovoljni, ampak glede na letošnjo potrošnjo energije v januarju je to pač potrebno. Zdaj, kar pa še se tiče tega zadnjega vprašanja, ne, če sem jaz dobil pismo zaskrbljenih Ormožanov, zdaj, ker so mi poslali, ne, sem seveda dobil ne pismo, ampak jaz temu pravim anonimko, ne, ker pismo, ki je podpisano z zaskrbljenimi Ormožani, ni nikakšno pismo, to je anonimka, ki praktično ni zaskrbljeni Ormožani, ampak bi se moglo glasiti bolj zaskrbljen Ormožan oziroma nekaj drugega. Ne. Tako bomo pravi čisto na kratko. Ne. Načelno, gledajte, jaz sem že to enkrat rekel, da anonimk ne jemljem resno, ker so izraz, bi rekel, strahopetnosti, ne, lahko ji napiše bilo kdo, lahko vaš najboljši prijatelj ali pa največji sovražnik. In sem to že povedal, ne, da je cesar Hadrian v 1. stoletju po Kristusu na vprašanje, kako naj obravnava anonimke strani upravnika Judeje, odgovoril, nikakor jih ne obravnavate. Pri nas pa jih seveda so mediji odšli, ne, zelo radi objavljajo anonimke, to je pri nas poslahtica.
Tako da na anonimka graditi zgodbe, sem pa sve to potem prečital, ne, in vam moram povedati, da je v tej anonimki kar nekaj sicer nesmislo, ne, nekaj pa laži, ki se nenehno ponavljajo. Ne. Velika laž je, da je direktorica Centra starejših občanov, ki se sploh več ne spomnim, kako se je pisala, da je moja politična sopotnica, da je za to dobila delo, ker je v stranki Nova Slovenija. In to se kar naprej ponavlja. Ne. Potem recimo to do študenti ocenili, ne, da se študentom plača vsaka zabava, ki si jo zaželijo. Daleč, jaz mislim, da je to, jaz sem tak nekaj cvet, ki sem si označil, ne. Potem, da se ceste delajo le do tistih, ki so člani Nove Slovenije. To je, ne vem, kaj si naj. Potem, da vrtina na Hardeku daje dovolj tople vode za rastlinjake. To je taka laž, da je dokumentirana laž. Ta vrtina, gledajte, zelo malo dokumentacije imamo na občine. Ampak, če greste gledati to dokumentacijo, na tej vrtini je pri 1100 metrov podbilo sveder za 13 ali 14 stopinj. Kako so to naprej, zakaj so končali, glavnem na 1500 metrov je potem v analizi napisano, da je bilo 2 litra vode na sekundo, to jaz ne vem, če bi pipo odprl, koliko z pipe preteče vode, verjetno več, kot 2 litra na sekundo, ne, čez to malo pipo, ne pa, da bi iz tega lahko, voda bi sicer naj imela 60 stopinj, ne. Potem naslednja laž, da je neka domačinka, piše, ne, notri neka domačinka hotela investirati v industrijske cone, da bi potem dobilo delo 40 delavcev, ne. To je taka laž, da je neverjetna. Potem, da je spet neki drugi investitor želel v industrijski coni graditi tovarno svetil. Potem recimo glede na to, da me pisec anonimka obtožuje, da sem kriv za stečaje Olermosa, za stečaje kmetijske zadruge, ukinitev Primata, Intesa, Plast dispenzarja, TSO, seveda, to je tak permanentna obtožba, ne, da sem jaz kriv in sicer, da sem kot predsednik odbora za kmetijstvo kriv za to, da je se nehala pridelava sladkorja v Sloveniji. Lepo vas prosim. Za zmanjšanje, ne vem, v KK Jeruzalem, potem propad piše kar nekaj manjših podjetnikov, ne. Ne vem, če sem jaz kriv za propad kakega podjetnika, ki tudi redno piše na Facebooku. Ne, če si on ni sam kriv, da je svoje premoženje pač opravljal tako, da je prišlo nekom drugam. Tako da to, seveda ta anonimka, gledajte, me pravzaprav čudi, da ni napisano notri, da sem kriv za letošnjo mrzlo zimo, pa veliko porabo energije zaradi tega, ne. Nazadnje pa bi še to rad rekel, ne, da tako žaljivo pisati o svetniki, češ, da verjetno imajo svojo pamet, ne, da niso tako moteni ali nekako tako piše. Kako izgledajo na seja, ne, to pa je pa nekaj zanimivo, ne, in s tem pa bom zaključil, ne, da pisec tega pisma spomni na tisti trenutek, ko sem jaz postal župan, ne, in da je eden od prisotnih izjavil, da je treba popipati cimprese tam na Kerenčičevem trgu. Ne, nisi, to ti rekel, to je rekel Bogomir Ljudci, ki je tudi že začel pipati. Pa so ga potem drugi ostavili, ne, ampak Bogomir Ljudci je danes tudi veliki pisec na Facebooku in prijatelj nekoga, ki je seveda to pismo zaskrbljeni Ormožanov tudi napisal. Pa smo, da zaključim, vsi smo lahko zaskrbljeni nad situacijo, kakšna je, ne, samo z temi anonimkami, gledajte, ne bomo nič spremenili. To je pač, se pravim, nekaj takega, da potem javnost o tem govori, ampak veliko je v tem anonimka notre laži, ja.
Društvo Najprej Slovenija, ki mu predseduje nepovezani poslanec Andrej Čuš, je minuli četrtek v Ormožu pripravilo okroglo mizo o prihodnostih življenja na podeželju. Govora je bilo o nedavnih odpuščanjih v Safilu, o tovarni sladkorja, zaposlitvenih možnostih v okolišu in ostalih perečih vprašanjih v Spodnjem Podravju. V sejni sobi Doma društev se je zbralo okrog 30 simpatizerjev, ki so z zanimanjem prisluhnili mlademu politiku, ki je uvodoma pojasnil, zakaj se je kot politik odločil za samostojno pot. Pravi, da mu je bilo dovolj nenehnega pogrevanja tem, ki niso bistvene za obstoj in razvoj Slovenije, ter da si želi moderne države, v kateri se bo vsak državljan veselil svoje prihodnosti. Dovolj je delitve levo-desno, rdeči-črni, ker nam je vseeno, s katere strani se odpre hladilnik. Pomembno je, da je poln, meni Čuš. In doda, da je kot poslanec v zadnjih mesecih v državnem zboru vložil 10 zakonodajnih sprememb. S temi zakoni smo nekako želeli birokratsko razbremeniti slovenskega kmeta, želeli pa nastaviti postopke odločanja in pa tudi, bom rekel, finančno razbremeniti slovenskega kmeta, torej da dvignemo mejo za vstop v sistem DDV iz 7.500 na 15.000, potem, da se subvencije ne štejejo med prihodke, ker pač namen subvencije je, da kmet investira, ne pa da plača državi, ker tako že plača potem davek kot seveda investicije. Pa seveda tudi ena zelo diskutabilna zadeva, ki pa je prišla iz sektorja, gre se za prostovoljno članstvo v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. To je sicer zelo diskutabilna stvar, ampak glede na to, da 42. člen Ustave govori o pravici do svobodnega združevanja in da smo pred 3 leti v državnem zboru podobno glasovali tudi o obrtno-podjetniški zbornici, se nekako takrat vse na to pozabilo. Imam pa danes tudi, o čem si želim razpravljati, predvsem z vsemi vami, še eno stvar. Pred sabo imam namreč 4 strani predloga priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi s skladnim regionalnim razvojem in ustvarjanjem pogojev za nova delovna mesta na podeželju. Tega dokumenta namerno nisem v sredo še vložil v zakonodajni postopek, ker sem želel slišati tudi vaša mnenja, kako to samo besedilo dopolniti, kakšni so seveda tu problemi. Sami vidimo, kaj se dogaja v naši ljubi Sloveniji, ko po eni strani v Ormožu naenkrat zgubi službo 250 ljudi, pa nekako so vsi tiho, ne? Po drugi strani pa imamo investicijo v Magno Steyr, pa kar 20 milijonov evrov slovenska vlada nekako financira, kar 46.000 evrov na delovno mesto, pa seveda se tukaj vsi strinjamo, da treba razvijati okolje, da imamo neke službe, da lahko normalno omogočimo ljudem preživetje na podeželju, ampak potem pa nekako vidimo, da se v Sloveniji vse vaga, ne? Ker če vložimo 20 milijonov evrov za sredstev za lakirnico v Hočah za 400 zaposlitev, pa se mi zdi, da pa nekako na naš konec, pa jaz sem recimo poslanec Slovenskih Goric, pa dosti delam za Haloze, se pa mi zdi, da pa tukaj nekako se vse pozablja, ne? Ob Čušu sta sedela Mirko Kos, je predsednik upravnega odbora zadruge Kooperativa Kristal in predsednik Združenja pridelovalcev sladkorne pese Slovenije, ki je predstavil prizadevanja združenja oziroma zadruge, da se v Sloveniji spet začne pridelava sladkorne pese. In mladi kmet Zvonko Habjanič, ki je povedal, da je tudi stanje slovenskega kmetijstva alarmantno. Leta 2016 se je s kmetijsko pridelavo ukvarjalo 3,2% kmetijskih gospodarstev in sicer manj kot v letu 2013. Trenutno je le 4% mladih, ki gospodarijo na kmetijah in so mlajši od 35 let. Kar 35% pa jih je starejših od 65 let, je povedal, kar je zelo zaskrbljujoč podatek. Med razpravljavci v nadaljevanju srečanja so bili Mirko Luci, ki je izpostavil nekaj starih zamer oziroma krivic, ki so se mu zgodile kot kmetu oziroma vinogradniku. Še vedno pa je mnenja, da je zaprtje tovarne sladkorja bila velika napaka, ki se je nikoli več ne bo dalo popraviti. Zdaj sladkorna pesa, veste, tu pa bi bilo smešno, če ne bi bilo žalostno. In bom rekel tako,
Ormož je imel eno modernih tovarn sladkorja. Zraven vas sedi gospod, ki je vedno nekje v zadružnih vodah, pa bi ga bilo potrebno vprašati, zakaj so zadruge prodale delnice. Potem tiste uslužbence, sladkorne tovarne, koliko so dobili za delnice. Veste, ko sem jaz vozil 12 let staro 101, pa so mi nekateri pravili, da so se mi notri naselili miši, so si pač tisti, ki so prodali delnice tovarne sladkorja Ormož, kupovali golfe. Ja, to je to. Če bi jaz takrat prodal svojo kmetijo, bi si verjetno lahko kupil Mercedesa. Pa si ga nisem. Ostala pa mi je kmetija, ki mi seveda lahko v prihodnosti omogoči Mercedesa. Ampak o tem ljudje niso razmišljali, tovarno sladkorja Ormož so prodali, nihče za nič ne odgovarja, sedaj pa bomo prosili državo, ministra, pa ne vem koga še vse, ogulili bomo državljane, da bomo gradili novo tovarno sladkorja. Saj ne bo. Ne? Gospod Honjari sedi tam, verjetno celo ima plačo, kot neki uslužbenec tovarne sladkorja Ormož. Veste, s tem enkrat nehajmo. Enkrat naj bo tisto, plačano tisto, kar ustvarja novo vrednost. In ko bomo za novo vrednost dobili denar, potem bomo lahko rekli, ja, zdaj pa smo na konju. Alternativa sladkorni pesi. Gospod Kosi, sedela sva na predstavitvi bioplinarne. To vam je ponudil župan kot alternativo. Bil sem eden redkih, ki sem takrat vstal, povedal, da je to ena največjih nesnak, kaj jih boste pripeljali v Ormož, in bil sem označen kot norec. Danes imate. Imamo. Kaj imamo? Bioplinarno v stečaju, 7 milijonov kredita oziroma 9 milijonov kredita na slabi banki. Kaj imamo od tega kmetje? Nič. Še enkrat bom povedal. Takrat so mi pisali po internetu, da sem norec. Klical me je investitor bioplinarne, srečala sva se na bencinski črpalki v Središču ob Dravi in ponujenih mi je bilo 20 000 evrov za moj glas za bioplinarno. Nisem rabil denarja, ostala pa je moja čast. Zvonili so telefoni, grozili so, marsikaj se je dogajalo, ampak jaz sem pač ostal takšen, kot sem ostal. In glejte, gospod Kosi, predsednik kmetijske zadruge v stečaju. Nič niste odgovarjali. Sedaj ste predsednik novo ustanovljene zadruge. Normalen človek se samo lahko križa. Meni ta zadruga, katere nisem bil član, vi pa ste bili njen predsednik, dolguje cirka 5000 evrov za grozdje letnika 2013. Vi ste bili eden tistih, ki ste takrat v Ormož pripeljali direktorja Ptujske zadruge, in vi ste bili eden tistih, ki ste skočili v hrbet takrat, ko sem jaz rekel, da s Ptujsko zadrugo vinogradniki občine Ormož ne moremo delati pogodbe. Kaj se dogaja danes z vinogradniki? Kakšna je bila cena grozdja in tako dalje? In gospod Kosi, prej sem se sedel zraven te dame. Ko sem videl, da ste se sedli zraven gospoda Čuša, sem tej dame rekel, veste, dvigne pa mi tlak, ko vidim vedno iste obraze. Enkrat sem izjavil, ta Kosi sodeluje vse povsod. Samo na lepotnem tekmovanju še niste bili, to pa res ne. Hvala lepa.
Mojca Žnidarič, predsednica lokalnega odbora SMC, je povedala, da je med presežnimi delavci v Safilu 135 ljudi z območja upravne enote Ormož. Nekateri so že našli nove službe. Potrebe po delavcih iz Safila pa sta podala tudi Arkont iz Gornje Radgone in Kartago iz Odrancev, kjer potrebujejo 80 novih sodelavcev. Glede odpuščanja v Safilu pa je še dodala. V zadnjih časih, ker rekli ste, da pač tudi občinski svetniki nič ne storimo, zdaj, da bi lahko karkoli preprečili, da bi tuji investitor oziroma tujec ne bi odpuščal v Sloveniji, tega ne moremo narediti. Ne mi, tudi župan verjetno ne. Je pa res, da bi pač občinska oblast, jaz nisem dolgo v politiki, zagotovo lahko kaj več naredila za ustvarjanje novih delovnih mest. Jaz sem v tem tednu, kot rečeno, tudi organizirala sestanek pri državnem sekretarju Cantarutiju. Z mano sta šla oba župana, občine Ormož in Središče ob Dravi. Zraven smo nesli torej tudi pisne vloge predstavitve naših industrijskih con in pač poprosili tudi, če se morebitni investitorji oziroma ko se oglašajo pri njih, naj ne pozabijo tudi na naše okolje, kajti to nam je tudi lani ob obisku tukaj v Ormožu minister za gospodarstvo obljubil, da je torej tudi njegov osebni cilj, da v ta degradirana območja pripelje kakšne investitorje. Tudi lokacijo tovarne sladkorja zelo dobro pozna, ker je tukaj tudi sam upravljal prakso, tako da podpora nam je bila zagotovljena. Predlagano nam je tudi bilo, da torej za samo promocijo poslovnih con se najbolj ukvarja Spirit, tako da bomo navezali stik še z njimi, ampak ne tako, da bi pač šli k njim na sestanek, ampak bomo z njih, strani Ministrstva za gospodarstvo, bodo prišli v Ormož in strani Spirita in bomo skupaj tukaj probali povezati čim več podjetij, manjših obrtnikov, večjih, vsa podjetja, ki so v regiji, da bi skupaj prisluhnila predstavitvi bodočih torej sprememb zakona, ki se tudi obeta o zakonu o investicijah, in pa razpisov, ki bodo v naslednjih mesecih pripravljene. Kajti, kot rečeno, naše območje spada v zakon o Pomurju, ampak iz tega je bilo dokaj malo črpano, ker ti roki za prijavo so bili kratki, oziroma Ormož oziroma naše 3 občine res niso kaj dosti od tega takrat odnesle. Zdaj razlogi so verjetno različne. Glede investitorja moram reči, da trenutno za Ormož dobro kaže, jaz sem včeraj sama z enim govorila, ampak informacije so tako sveže in ne potrjene, da bi kaj več težko rekla. Ampak je pa ravno v zvezi s tem, torej z kmetijskimi delovnimi mesti, zelenimi delovnimi mesti, tako da upam na najboljše. Jaz to noč nisem spala, ampak zato, ker sem bila tako vesela, ker upam, da se bo to za Ormož resnično realiziralo. Hvala. Je pa Žnidaričeva postregla še z eno razveseljivo novico, da bi se po zagotovilih Ministrstva za promet pripravljalna dela na hitri cesti Ormož-Ptuj naj začela sredi leta. Dušan Gerlovič, znan kot organizator Kajžarfesta, je med drugim povedal svoje mnenje o možnosti ponovnega zagona proizvodnje sladkorja v Sloveniji. Butalci so prodali kravo, dobili so osla in zdaj čakajo, da osel da mleko. Glejte, to zgodbo pozabite. Ta država je tako revna, dolžna je 30 do 40 milijonov evrov. To je pač gospod tam rekel, da so se malo omastili, to je verjetno res. Ampak to je zgodba, ki je mimo in ta država nima 100 milijonov dolarjev, da bi dala za sladkorno tovarno. Lahko pa je nekdo drugi zgradi, to pa je investitor. To pa je zdaj druga zgodba. Imam pozneje na to vprašanje. Zdaj pa, kar se tiče kmetijstva, jaz nisem kmet, ampak vi ste lepo povedali, da dobite od države 40 000 evrov. Zdaj, če bi jaz bil na vašem mestu, jaz bi se združil z 20 podobnimi, kak ste vi, pa bi rekel, dajmo ta denar skupaj, pa bi imeli 800 000 evrov in potem bi rekel, dajmo kupiti vso opremo. Zdaj vsak od teh kmetov, ki jih jaz poznam, ima kombajn, ima en traktor, ima drugi traktor, ima osebno avto, vsak za sebe na dvorišču, nuca ga pa 50 ur na leto. Če je to gospodarno, ne mene vrag zame.
Jaz sem bil v Italiji pred kratkim v enem vinski zadrugi, Italijani so hudi kapitalisti, imajo krasno delujočo zadrugo. V Ormožu je vrag vzel, ne vem, zakaj je vrag vzel. To se pravi, v Italiji, kjer je hud kapitalizem, pač zadruga lahko deluje. Sodelujem v Ormožu z parimi mladeniči in mladenkami, en je tu Denis, zraven mene sedi, pa vprašam Denis, kam boš šel ti v službo? Pravim, ne vem. In zdaj bi jaz imel tu konkretno vprašanje, ki ste rekli, da so 3 svetniki občine Ormož. Prvo vprašanje je, a ima občina Ormož razdelan poslovni načrt do leta 2030, kje bo občina v letu 2030, koliko mladih bo zaposlila in kam se bo strateško razvila. Po moji logiki bi se morala razvijati smer kmetijstvo, turizem, zdrav način življenja, prehrana in šport. To, kar je trend. Bi tu prosil za odgovor. Drugo vprašanje za svetnike, ki ste tu. Klical me je direktor razvojne agencije Zlatko Zadrevec, 6 mesecev nazaj je rekel, mi bi imeli investicijsko konferenco v Ormožu. Se rekel, ti bom pomagal, ker jaz imam tudi firmo za svetovanje. Pa me kliče čez 14 dni, pa pravi, mi ne moremo tega narediti, zato ker nismo pripravljeni. Jaz sem imel par razgovorov v Ljubljani in vsi resni investitorji so me vprašali, ali ima občina elaborat v angleškem jeziku, ali ima nek poslovni načrt, ali ve, kako bi izvedla investicijo. Zato sprašujem, ali ima občina Ormož vsej 3 investicijske načrte na primerni ravni v angleškem jeziku, in točno kaj bi rada s tem naredila. Tretje vprašanje imam za svetnike. Kdaj se bo rešil problem hotela v Ormožu? Ko sem jaz bil malo mlajši, hotel je bil čudoviti, Šeptujčani so hodili plesati sem, hodili so v Ormož na bazen. Kdaj se bo ta problem rešil? To me zelo zanima. Imam 4. vprašanje, da me ne boste poslanec zameril, ker so drugo leto volitve, imam tudi malo občutek, da ste zdaj vsi politikanci začeli okrog hoditi, ker nabirate točke, ampak boljše to kot nič. Imam 5. vprašanje za gospoda z ministrstva. Glejte, to je degradirano področje, severovzhodna Slovenija. Nimam občutka, kljub temu, da je Židan iz Prlekije, da je kadarkoli v zadnjih 3 letih ministrstvo resno naredilo kakšen razvojni načrt za to področje. To, da ti ljudje hodijo k državnemu sekretarju levo, desno, da so tam neke kvazi obljube, glejte, to ne pije vode za mene. Ker potem 3 leta se stvar obrne, so nove volitve, oni eni ostanejo in je učinek slovenske birokracije, glejte, ljudje, katastrofa. Zato vas prosim, ljudje božji, ko ste šli na volitve, to ste vi krivi, kaj pa tako ljudi izvolite? Mi smo to krivi. Država ima tako vodstvo, kak smo ga mi izvolili. To so resne zadeve. Beseda je tekla tudi o neskladnem regionalnem razvoju, o težavah okrog nujne medicinske pomoči Ormož-Ptuj, o turizmu, za katerega ne vemo, kako bi se ga šli, o mladih, ki odhajajo iz podeželskih krajev in podobno. V glavnem, okrogla miza je bila odlična priložnost, da izpostavimo težave, s katerimi se soočamo na Ormoškem. Teme so bile aktualne, a so vprašanja in pomisleki ostali v zraku. Gotovo si bomo še največ lahko pomagali sami, čeprav je Andrej Čuš obljubil, da bo zaključke z okrogle mize predstavil na ponedeljkovi seji Državnega zbora. Odpuščanja delavcev v podjetju Safilo še vedno odmevajo. Prisluhnimo, kaj o stanju družbe Safilo pravi vodstvo. Kot je znano, so v Safilu zaradi prestrukturiranja odpustili 228 delavcev, 170 iz proizvodnje in 58 iz režije. V teh dneh že tečejo odpovedni roki. Dobra 2 meseca po napovedi odpuščanj so sklicali tiskovno konferenco, na kateri je sodeloval tudi direktor proizvodne verige Safilo Leonardo Inočenči. Najpomembnejša informacija pa je bila, da ne nameravajo več odpuščati. V ormoški obrat smo že lani vložili 5 milijonov v razvoj nove tehnologije za kovinske okvirje modnih občal. Prav tako bomo milijon v ta razvoj vložili še letos.
Ker pa je padec naročil za očala za letošnje leto znašal kar 26%, nam ni preostalo drugega, kot da napravimo ta neljubi ukrep, je povedal direktor proizvodnje verige Safilo Leonardo Inocenci in pojasnil. This is a way to restage, to consolidate the foundations of the factory in order to prepare another cycle of 30 years for this plant. Je pa to način, kako lahko utrdimo dobro osnovo našega podjetja v Ormožu, da se lahko tako pripravimo na nov cikel delovanja naslednjih 30 let. And in fact, already this year, we have an investment plan that has been already finalized in terms of headlines to bring another new technology to the factory, and we will invest, for the approximate estimation we can make now, €1 million. In tako lahko povemo tudi to, da v tem letu še načrtujemo novo investicijo, ki je trenutno v fazi finaliziranja, in sicer bomo s to novo investicijo v obrat privedli novo tehnologijo, investicija pa bo se gibala nekje okrog €1 milijon. And as well, we will continue investing to complete the metal technology development that we started last year. Prav tako pa še vedno delamo na tem, da zaključimo uvajanje nove tehnologije v tem obratu, torej tehnologija za proizvodnjo kovinskih okvirjev, za katero smo pričeli v preteklem letu. And we are working very deeply within Safilo to redirect flows of products through Ormož that today are assigned, for example, to external suppliers, again to load the capacity, the maximum we can, to again also give the sign that this is only a consolidation foundation and is a start into a new journey of 30 years. In zelo pospešeno delamo pri Safilu tudi v tej smeri, da bi v Ormož pripeljali čim več proizvodnje, tudi od zunanjih partnerjev, to, kar se do sedaj proizvaja pri zunanjih partnerjih, da to prinesemo v proizvodnjo v Ormož in s tem v bistvu še enkrat pokažemo, da resnično gre za utrjevanje kapacitet in za pripravo tudi na prihodnje. The intervention we had to make, as I said, was painful. It wasn't made with a light heart because it's a very serious decision affecting many people. Ta intervencija, ki se načrtuje, ki se trenutno izvaja, kot sem že rekel, je zelo boleča, ni bila sprejeta lahkomiselno, kajti zavedamo se, da se dotika mnogih ljudi. And we're approaching this very difficult situation following our values and principles. In te težke situacije se lotujemo seveda v skladu z našimi vrednotami in načeli, that are centered around respect for people and their contribution to the company, respect and help to the community in which we operate. In naše vrednote in načela se gibljajo vedno okrog spoštovanja do ljudi in seveda želimo utrditi ta prispevek, ki je dan podjetju in prispevek podjetja tudi v okolici. And to this end, a lot of good work was done here at the site under the governance of Mr. Dular, that is sitting here close to me, and with the work council, the unions and the factory, with the plant management team. Tako da v tej osnovi je bilo veliko dobrega dela že opravljenega in sicer skupaj z gospodom Dularjem, skupaj z svetom delavcev, z sindikatom in z vodstvom podjetja. And this is very important to us because it's not only about being compliant with the law, but it's the how we do things and the fact that we can do that jointly with all the representatives of the workers inside the factory is the best guarantee that this consolidation of the foundation could have been done in the best possible way. In to je za nas zelo pomembno, kajti ne gre samo za to, da želimo ustrezati zakonskim predpisom, za nas je pomembno tudi to, kako se lotimo zadev in zato je pomembno, da delamo skupaj z vsemi predstavniki zaposlenih in da na ta način utrdimo podjetje tudi za prihodnost. Kar pomeni, da je cilj reorganizacije ustvariti ustrezne pogoje za močno in trajnostno prihodnost tovarne v Ormožu. Načrti Safila za naslednja leta nameravajo sedanji $2 milijon očal letno vsaj podvojiti. Računamo, da se bo cena delovne sile v Sloveniji v 3 do 4 letih izenačila s tisto na drugih trgih,
denimo na Kitajskem, kar je dobra novica za tukajšnje zaposlovanje. Poudaril pa je tudi, da so pri odpuščanju upoštevali vse zakonske predpise in dogovor s sindikati ter svetom delavcem o merilih za določanje trajnih presežkov, čeprav so pri odpuščanjih sodelovali posredno. Na tiskovni konferenci sta kasneje spregovorila tudi predsednica sindikata v Ormožu Mateja Bauman in sekretar sindikata SKEJ za Podravje Martin Dular. Povedala sta, da je sodelovanje s vodstvom obrata in cele verige ves čas dobro in da so skupaj določali kriterije, po katerih so izbirali tiste, ki bodo ostali brez dela. Seveda invalidi so, in invalida čisto zaščititi ne moremo, ker tudi zakonodaja ne ščiti. Jaz sem se bolj osredotočil kot sindikalist, ker v tej smeri delujemo, da zaščitimo te naše delavce, te naše invalide, na mati samohranilke. Seveda jih zakon ne ščiti. Tudi kriterij je bil socialni kriterij, da matere samohranilke tiste, ki niso sprejemale nadomestila, so točkovane, ostale ne. In jaz sem tu nekako bil razočaran nad samim zakonom, nad tem, da te matere samohranilke, ali to očetje ali mame, niso zakonsko zaščitene. Niso. Po kriterijih so ene bile, ene ne. In vse skupaj je danes prišlo tudi do tega, da smo danes tukaj, ker so pač informacije takšne, ki so bile, ene in druge, da povemo jasno in glasno tisto, kar sem ves čas ponavljal, da smo z vodstvom, tako z sindikatom, pa mi iz Podravja korektno sodelovali, tudi v prehodnem času, ko tega ni bilo, da smo se vedno znali dogovarjati. Tu edino, kar sem pogrešal, to, kar sem tudi danes povedal, to, kaj je danes tukaj, tiskovna konferenca na koncu, da povemo situacija, kakšna je. In sindikati so imeli informacijo, vsaj jaz takšne, kot je bila. Invalide pač poskušamo zaščititi, tudi danes sem poskušal vplivati na vodstvo, da poskušajo najti neke rešitve. Vemo, da vseh invalidov zadržali ne bomo, ker potem podjetje vprašanje, kako bo podjetje dalje funkcioniralo. Tu je spet država na potezi, ki mora poskrbeti za te kompromise med vodstvom in invalidi na nivoju države, kar žal v slovenskem prostoru ni. Je poudaril Martin Dular in dodal, da bo o invalidih, ki so se pritožili, čez mesec ali dva odločala posebna komisija. Je pa presenetila novica na koncu, da Silvo Kekec ne bo več generalni direktor ormoškega Safila. V naslednjih mesecih se namreč obetajo tudi premiki v vodstvu, je še povedal direktor proizvodne verige Safilo Leonardo Inočenči. Silvo Kekec, dolgoletni generalni direktor tovarne v Ormožu, bo premeščen na drugo delovno mesto in bo deloval na globalni ravni v verigi Safilo. Za ormoški obrat pa bodo poiskali novega direktorja. V trgovini Botanik na Kerenčičevem trgu so se odločili razširiti svojo ponudbo. Tako se v trgovini odslej dobi še več bio proizvodov. Zavod 100% naravno Botanik je v dobrih 3 letih delovanja svojo pestro ponudbo, ekološki zeliščni čaji, ekološka zelišča, naravne tinkture iz ekoloških zelišč, ogljičevo mazilo, šentjaževo olje, mila in drugo, navdušil že številne uporabnike. Dišeča trgovinica na Kerenčičevem trgu pa od sobote ponuja še več. Iztoku Luskoviču se je namreč pridružilo še kar nekaj ponudnikov domačih proizvodov, tako da jo je še večje veselje obiskati. Ja, upam, da res. V bistvu smo se za ta korak odločili, ker smo nekako začutili potrebo lokalne skupnosti potem in pa naša zgodba, tudi botanikova, zeliščna, ta, ki jo peljamo že zdaj kar nekaj let, je v bistvu bila nekako začetek vsega tega. Mi smo trdno prepričani, da v našem okolju imamo zanimive, kvalitetne stvari, da je v Prlekiji in tudi mogoče malo širše blazen potencial, ki ga mogoče še zaenkrat ne znamo izkoriščati, ampak da pa so take zgodbe povezovanja, nekega skupnega nastopa lokalnih ponudnikov,
mogoče prvi korak k temu, da pa nam bo enkrat vsem skupaj bolje, pa da bomo vsi skupaj mogoče znali tržiti naše dobrote, ki so res kvalitetne in dobre. No, to je torej tisto povezovanje, o katerem se toliko govori v Sloveniji. Torej, mislite, da ste na pravi poti? Kako so se odzvali vsi tisti, ki so torej, vsi tisti, ki ste jim torej ponudili sodelovanje oziroma ponudbo na tak način? Moram reči, da je bil odziv dober, praktično na vsakogar, ki smo se obrnili, je bil zainteresiran in smo se tudi dogovorili za sodelovanje. Je pa mogoče kdaj težko koga najti, tako da bi mogoče kar apeliral na lokalne ponudnike, da se nam javijo, mi bomo z veseljem vsakogar, ki ima vsa dovoljenja, seveda za to sprejeli v našo trgovino z veseljem. In pa v tem povezovanju, no, vidim, dostikrat o tem govorimo, ko pa dejansko pride do nekega povezovanja, pa se hitro ali se skregamo, ali je takoj neka favšija, ali mislim, da se da vse dogovoriti in da res samo take skupni nastopi, no, vsak posameznik, taki kot smo mi, botanik, manjši, težko naredi neke zgodbe, čeprav se tudi da, ampak če smo povezani, če nastopamo skupno na trgu z večjimi izdelki, mislim, da je tu se skriva pravi potencial. No, torej, zgodba se je začela, čestitke torej za ta korak. Boste tako združeni nastopili še kje na kakšnem drugem trgu ali bo taka ponudba združena samo v Ormožu? Ne, absolutno ne. Mi tako ali tako že svoje izdelke tržimo po številnih specializiranih trgovinah, tudi preko spleta, ki je dober vir za prodajo takih stvari. Tam se mi zdi, da največ ljudje iščejo take stvari, tako da bomo našo spletno stran nadgradili s vsemi temi izdelki in jih tudi ponujali, tudi reklamirali preko spleta. Verjamem, da je lahko nek paket prleških lokalnih izdelkov zanimiv za vsakogar. V načrtu pa imamo tudi sčasoma ponuditi pakete oziroma pobrati tedensko naročilo in tudi dostavljati lokalnim prebivalcem, tako da tudi do tega bomo še prišli. No. Vi ste kot mlad podjetnik torej kar našli eno fino tržno nišo. Ste zadovoljni? Mislim, vam gre skozi, kar se tiče finančno? Gre prodaja tako, kot ste se želeli, zastavili? Glejte, če bi mogoče na začetku prve 2 leti gledal samo na to, na čisti dobiček, nas verjetno danes ne bi bilo več tu. No. Mislim, da je treba vztrajati, da si narediš nek trg, neko bazo ljudi, nekih rednih odjemalcev, pa potem tisti, ki prihajajo sproti in da se sčasoma zadeve začnejo odvijati v pravo smer. Pravim tudi zdaj še z nadgradnjo, z dodatnimi ponudniki, ki bodo še ojačali nekako kvalitetno našo ponudbo, tako da zaenkrat smo zadovoljni. Nekega silnega bogatstva niti ne iščemo, če pa je dovolj, da damo kruh na mizo, pa je čisto dovoljno. Tako se odslej v trgovinici Botanik poleg lastnih proizvodov dobi še marsikaj. Od izdelkov iz medu in ostalih čebeljih pripravkov, različnih biotestenin, trajnega peciva, bučno olje in izdelkov iz bučnic, tudi do biočokolade različnih vrst in še marsikaj. Vidim, da odhajate z trgovine z vrečko. Ja, seveda, če si povabljen na otvoritev, potem je tudi samoumevno, da potem v trgovini podpreš prizadevanja tistih, ki se trudijo in seveda upraviš nakup lokalnih domačih proizvodov in takšnih nakupov bi morali upravljati iz dneva v dan več. Se pravi, kupovati od domačih ponudnikov? Ja, vračati se k tistemu, od čemer izhajamo, nazaj k naravi. Ja, končno, da se nekaj takega tu lahko dobi, da lahko tudi Ormožani tu naravne stvari kupijo, ki jih sami ne pridelujejo. Tukaj se vidi, ste nekje pri kozmetiki, ne, naravni. Vam je všeč kaj posebej? Čajne mešanice so super, pa tudi različne tinkture. Ne, ponudba je fajn. Pa mislim, da se bojo tudi razvili in povečali ponudbo v naslednjem času. Oljarna, središče ob Dravi, smehljaj narave, seveda v takšni trgovini ne sme zmanjkati, ne? Sigurno ne, pa že nismo daleč od tu, tako da moramo biti prisotni v takšni lokalni trgovinici. Ne? No, verjamem, da ste v oljarni bili takoj za, ne? Seveda. Pa sodelujemo že dolgo z Botanikom, ker ima tudi on naše izdelke v oljarni, tako da normalno.
Kaj se bo dalo z oljarne dobiti tukaj? Naše bučno olje seveda v različnih embalažah od litra do 1 decilitra, bučnice pražene, slane, bučne rezance, pa še kaj s časoma, ko bomo videli, zdaj kaj recimo najbolj gre. Ne? No, kaj pa tako recimo kot potrošnik, kot potrošnica, ne? Kaj bi rekli na eno takšno trgovino, vam je všeč? Boste prihajali v to trgovino? Seveda bomo, ker to mora biti, ne? V Ormož nekaj takega nima, da bi bilo to tako lokalno, ne? Pa tudi mi imamo seveda kot oljarna priložnost, da zdaj nekdo pač ne gre v središče, pa bo šel pač tu bliže, ne? Pa seveda, te stvari, zelišča, čaje, ne, če dalje bolj presegamo na te naravne stvari, domače, ne, tako da je to sigurno dobrodošlo. Verjetno vam ni bilo potrebno dvakrat reči, da ste se pridružili ponudnikom tukaj v tej trgovini. Sigurno ne, trgovina je lepa, imajo slovenske proizvode, tako da jaz sem prav vesela, da je tudi moja čokolada tukaj prisotna. No in kako razmišljate, kaj bi rekli na takšna združevanja ponudnikov, kot je primer sedaj tukaj? Meni se to zdi zelo dobra praksa, tako da si lahko želimo samo še čim več takšnih trgovin v področju Slovenije. Ja, ponujamo nekaj klasičnih izdelkov, pa nekaj tudi mogoče malo drugačnih. Ponujamo naprimer grisinije z bučnicami in polnozrnato moko, pa krekerje s čemažem, ki je zdaj ravno začel poganjati, pa klasične kekse, kot so mašinski keksi ali pa bučne hrustavčke, pa ajdove rogljičke. Skratka, kar nekaj izdelkov smo ponudili. Kaj mislite, je bodočnost v takšnih izdelkih? Ja, mislim, da vedno bolj, no. Povpraševanje torej je? Ja, po moje je. Zdaj edino bomo videli, kako bo to v Ormožu. Se da preživeti s tem? Preživeti ravno ne, je pa neki dodatni honorar. Gotovo gre za odlično poslovno potezo mladega podjetnika Iztoka Luskoviča. Verjeti je, da vas bo obisk trgovine prepričal. Gotovo pa bodo trgovino radi obiskali tisti, ki prisegajo na bioproizvode oziroma se radi napajajo iz narave. Čar ponudbe pa je raznolikost izdelkov. Jaz mislim, da je prav, ker vse imajo že zdaj tudi ostale trgovine, mogoče malo bolj specializirano ponudbo, ampak tu v tem primeru pa mislim, da gre za prodajo izdelkov ljudi, ki imajo približno isto filozofijo, kot je Iztokova v botaniku. Gre za ekološko, gre proizvodnjo, za biološko proizvodnjo izdelkov, ki je seveda danes, bom rekel, v trendu. Ljudje če dalje bolj iščejo neke izdelke pa pridelke iz narave, ki niso zrasli v nekem onesnaženem okolju, in verjetno je treba ponuditi čim več raznovrstnih stvari, ne samo, zato se je tudi Iztok verjetno odločil za to, da bo poleg svojih zeliščnih pripravkov, čajnih mešanic in ostalega dal v ponudbo tudi ostale izdelke iz te ekološke in bioproizvodnje. In jaz verjamem, da bo pestrost te ponudbe seveda pomaga tudi pri tem osnovnem njegovem poslanstvu, to je pri prodaji njegovih zeliščnih zadevščin. In je pač tak, da smo ljudje radi komot in na enem mestu poskušamo najti čim več stvari za sebe, tako da ne skačemo iz trgovine v trgovino. In to bo odslej tudi prednost obiska trgovine Botanik na Kerenčičevem trgu v Ormožu. Trgovina je odprta v ponedeljek od 9. do 16. ure, v sredo od 9. do 18. ure, v petek od 9. do 13. ure ter v soboto od 9. do 12. ure. Sedaj pa na Kok, natančneje v šolsko telovadnico, ki se je za dobri 2 uri spremenila v veliko otroško igrišče. Tako je v telovadnici šole na Kogu v petek dopoldne bilo zelo veselo. Namreč telovadnica se je za dobri 2 uri spremenila v veliko igrišče s ponudbo številnih nevsakdanjih igral in možnosti razigrati se do konca. Bili so avtomobilčki, loki in tarče, kolesa, baloni, hišica iz blazin, igrače in igrače, pa bomboni, vesela glasba in možnost poslikave obrazkov. Tako je pri mojstrici slikarki pravzaprav vrsta bila še najdaljša. Za splošno animacijo otrok pa sta poskrbela brata Malek.
mojstra svojega poslanstva. Ja, super, imamo se res fajn, uživamo s tem našim podmladkom na Kogu, tako da je prav prijeten dan. No. Kako ste svetniki prišli na idejo, da torej z svojimi sejninami počastite otroke? Ja, že pred samim novim letom oziroma pred Božičem smo imeli na eni seji debato, kako našim otrokom nekaj prispevati, nekaj dati za obdarovanje, za tista darila pa tako dalje, ampak ni bilo neke tiste ta prave ideje, kaj. In smo se enostavno odločili, da se odpovemo tej naši sejnini, ko jo imamo svetniki krajevne skupnosti. In ja, ideja je padla, dali smo tistih 20 € iz svojega žepa in nam ni žal, prav uživamo, vidimo, da so otroci vsi presrečni, vsi veseli. Bilo je pravo presenečenje to danes za nje in je enkraten dan, res. In tako je bila ideja, vsi so bili takoj za in je vsak prispeval 20 €, tako da malo se zavleklo, da ni bilo v tistem predprazničnem času, ko je prireditev ogromno. Je pa lepo, da so zdaj tukaj otroci, da imajo svoj dan. Imate koga od svojih tukaj? Ja, hčerka obiskuje 5. razred osnovne šole. In torej ste se kar uživeli, kot vidimo, tudi opremo imate primerno. Ja, seveda smo sodelovali z animatorji pa z otroki, tako da je to. No, zanimivo je to, da tudi vi, svetniki in vi kot predsednik, sploh niste vedeli, kaj se bo zgodilo. Ja, malo sva se dogovarjala z vodjo šole, kak pa kaj bi in seveda meseci so tekli, trebalo je to izkoristiti, ker smo rekli, da samo za osnovno šolo Kok in vrtec. Tako da malo potihem ja, zakaj, ampak mislim, da je kar lepo presenečenje za otroke. Čestitke za idejo. Hvala lepa, bo pa v bližnji prihodnosti konc leta, mislim, da bo spet kakšna taka ideja v svetu krajevne skupnosti padla, da bo spet nekaj za otroke. Šolski sklad, da izkoristijo, ker tudi naši otroci potrebujejo to, glede na ekonomsko krizo, brezposelni v ormoški občini, tako da smo vsi svetu za pomoč. Živa! Zdravo! Zdravo! Kako ti je všeč? Super! Tudi bombončke ste dobili, kot vidim. Ja. Kaj se najrajši igraš? Vse mi je všeč. Recimo, kaj imaš to v roki? Balone? Ja. Bi si še želela takšnih zabav? Ja. Matjaž, ti je všeč? Ja. Kaj se igraš? Veliko stvari sem že poskusil. Ker so mi pretežko, pa ne vem, kako se uporabljajo. Bi si želel več takšnih zabav? Ja. Kaj ti je bolj všeč, pouk ali takšna igra? Takšna igra. Kolikokrat na teden bi si želel tega? Vsak dan. David, kaj imaš to na obrazu? Pajka. In zakaj ravno pajka? Zato, ker so mi všeč. Pajki so ti všeč? No in kaj se danes tu igraš? Vozim se z tistimi avtki, pa se grem barbiton. Kaj imaš to v roki? Meč. In se torej kaj tudi bojujete? Ja, včasih, če kjer pride. Kaj imaš rajši, takšne zabavne dneve ali pouk? Zabavne dneve. Kolikokrat na teden bi si želel takšno veselje? Kolikokrat na teden? 4-krat na teden. Se pravi, en dan pouk, pa 4-krat zabava? Ja. Luka, ti si Spider-Man? Ja. In kako ti je všeč? Ja. Zakaj si se odločil biti Spider-Man? Zato mi je Spider-Man všeč, pa gledam ga. Aha, ti je všeč Spider-Man? Ja. Kako pa ti je všeč zabava? Gledija. Bi si želel več takšnih zabav? Ja. Kdo je to? Frankenstein. Wow, kako pa ti je drugače ime? Toj. No in zakaj si se dal tako namaskirati? Ker manj rad pošastet. Ti je všeč takšna zabava? Ja. Kolikokrat na teden bi si želel takšnih zabav? 3-krat. Se pravi 2 dni pouka, pa 3 dni zabava? Ja. Nikol, kaj si pa ti, saj te sploh ne poznam? Jaz sem Lev. In... To si se sama odločila biti Levinja? Ja.
In kako so ti všeč takšni dnevi? Zelo. Kolikokrat na teden bi si želela takšne igralne dneve? Dvakrat. Se pravi 2-krat, pa potem 3-krat pouk? Ja. Pester igralni dan na Kogu so 61 otrokom, 30 iz vrtca in 31 iz šole omogočili torej krajevni svetniki. 6 jih je, ki so se odpovedali sejninam in tako kogovskim malčkom omogočili veseli igralni dan, ki ga gotovo ne bodo kar tako pozabili. Še ena zanimiva zgodba pa prihaja z Gomile pri Kogu. 4 dijaki strojne šole na Ptuju so se za maturitetno nalogo odločili napraviti čisto pravi dirkalni avto. In ne boste verjeli, mladi strojniki so tik pred zaključkom svojega projekta. Niko. Dominik. Benjamin. Niko. 4A, strojna šola Ptuj. To so mladi strojniki, ki v Ozmečevi garaži na Gomili pri Kogu ustvarjajo skoraj neverjetno zgodbo, ki pa, verjeli ali ne, predstavlja skoraj neverjeten podvig. Drzni mladeniči so se namreč odločili, da bodo za maturitetno nalogo napravili čisto pravi dirkalni avto, od prvega vijaka naprej. Ta ideja se je porodila Dominiku, kasneje je tudi nas privabilo in smo se potem odločili za to idejo. Ja, mi smo letos zaključni letnik strojne šole Ptuj in kot za 4. izbirno enoto moramo izdelati izdelek oziroma storitev z zagovorom. Vsi smo veliki navdušenci motošportov, od malega na motorjih, vsi smo imeli neke mopede in potem sem predlagal idejo, da bi si izdelali svoj lasten dirkalni avtomobil. Takoj smo bili za, sicer smo sprva oklevali zaradi denarja, ker je to zelo velik strošek, a na koncu smo pristali, se posvetovali z mentorjem in začeli z izdelavo. Na začetku smo gledali, skicirali, vsak je predlagal neko idejo. Govorili so nam vsi, da bo to veliko dela, a smo vse bomo že. Potem smo enega časa bili v krizi, ker smo se začeli zavedati, koliko časa bo potrebnega za to. Zdaj pa smo te prelezili, pa že to nekako zgleda. Trenutno seštetih z vsakega posameznika ur je skupaj 399, okrog 400 sedaj. Mislim, da se bomo približali številki 500. Ja, mi smo vložili svojih lastnih sredstev sedaj približno 2500. Mislim, da bomo skupni stroški imeli približno 3000. Moram povedati tudi, da smo pridobili sponzora, podjetje Dorson, ki nam je tudi olajšal delo in nam nakupil stvari, ki smo jih potrebovali. Želje so tudi, da bi ga spravili na cesto, vendar je to zelo drag postopek in zahteven, vse mora biti po predpisih, varno. To nam morajo odobriti v Ljubljani, sicer pa imamo namen prvega pošteno sprobati na dirkališču. Ja, izdelek mora biti v fizični obliki končan do junija, ko imamo zagovor mature, drugače pa mora imeti komplet načrte, vse preračune, skice, končane do 10. aprila. Tako da fantje kar hitijo, sploh pa v Ozmečevi garaži ustvarjajo noč in dan. Pravijo, da je za njimi več kot 400 ur trdega dela. Najzahtevnejše delo so bile roke, saj morajo biti zelo natančne, če hočemo, da bo avtomobil vodljiv in se bo lepo držal cestišča. Bolj spada na dirkališče, je pa tudi želja, da bo na cesti. Vozilo bo namreč razvilo skoraj neverjetno hitrost. To je zaenkrat težko reči, ampak mislimo, da približno 200 km/h. Skupna teža z motorjem vred bo približno 500 kg, kar pomeni, da smo težo avtomobila, ki smo ga prej kupili, prepolovili, kar tudi znatno prispeva k večji moči in hitrosti. Motor smo uporabili od Honda Accord 2.0, 97-letnik, sedaj ima 135 konjev, ampak namen imamo ga nadgraditi do približno 200 konjev.
tako da bo tudi končna hitrost večja in vse je močnejše. Vozilo nastaja pod mentorstvom univerzitetnega diplomiranega inženira strojništva Staneta Gojkoška, učitelja na strojni šoli na Ptuju. Ni še bil na ogledu, ampak sproti ga obveščamo z slikami in tudi nam pomaga s kakšnimi mnenji, napotki, vprašanja mu postavljamo, tako da nam je tudi on zelo veliko pomoč. V načrtu pa je tudi karoserija. Ja, seveda to v bližnji prihodnosti, ko bomo končali z šasijami, se bliža, smo že bili, imamo dogovorjeno z izvajalcem na Hrvaškem, izdeluje čovne iz poliestra ter letalske komponente, z njimi že imamo dogovorjeno, smo bili na razgovoru. Ja, ko bo dokončan avto, to bi bilo po juniju, ko bo dodana naloga ter pregledana, potem bomo šli na poliestrsko izdelavo. Avtomobil torej nastaja, korak za korakom do cilja. Gre torej za sošolce, ki so se našli pri skupnem projektu, a se poleg tudi odlično razumejo. Ja, seveda se družimo, gremo na pijače, večer včasih. Ne, kreganja ni bilo, saj smo vsi toliko strpni, da ni bilo kreganja. Ja, se poslušamo vsi, vsak da predloge, potem pa izberemo najboljšega in tako pač naredimo. Izdelek je seveda dokaz, da je v slogi moč, sploh pa, če delo poteka v dobrem vzdušju. Mladi strojniki so se izkazali in verjeti je, da bodo maturitetno nalogo opravili z odliko. V nadaljevanju pa še novice športnih terenov. Pozdravljeni. Pričeli bomo z futsalom, kjer so bile odigrane prve tekme četrtfinala elitne lige in tekma za obstanek v ligi. Žal so s prvenstvom zaključili futsalerji iz Svetega Tomaža, ki so se iz prve preselili nazaj v drugo ligo. V tekmi dveh ekip z najdaljšim stažem v prvi ligi so Litijani z 2-0 premagali tolminski Puntar in za napredovanje v polfinale potrebujejo še zmago na eni izmed dveh naslednjih tekem. Litijani so oba zadetka dosegli v drugem polčasu, zadela sta Brazilec Mateus in Čujec. Oplas iz Kobarida je lažje od pričakovanega odpravil goste iz Dobovca. Končen izid je bil kar 5-1 v prid domačih futsalerjev. Za gostitelje je trikrat zadel Širok, po enkrat pa Lenarčič in Kravanja. Časten zadetek za poražence je v 39. minuti dosegel Bizjak. Aktualni državni in sveži pokalni prvak iz Maribora je visoko z 8-3 ugnal novinca v ligi. Gostje iz Vrhnike so sicer najprej povedli, vendar so na vodstvo nasprotnika s kar 5 goli zapored odgovorili Mariborčani. V drugem polčasu so domači mirno pripeljali tekmo k zmagovitemu koncu. Po dvakrat za Maribor so zadeli Totošković, Fideršek in Jandrić. Po enkrat sta bila uspešna Hasanbegović in Fetić. Za goste so zadeli Behrić, Kunc in Čosić. Na Škofija smo pričakovali najzanimivejšo tekmo, vendar so gostitelji odigrali novo odlično tekmo in premagali neugodno Sevnico z rezultatom 6-2. Za domačine je trikrat zadel Radišković, sicer najboljši strelec rednega dela sezone. Dvakrat je bil uspešen Zajec in enkrat Hrvatin. Začeto trenerja Mitje Jonteza sta zadela Krnc in Grigić. Tako so z 1-0 v zmagah povedli Litijani proti Puntarju, Oplas proti Dobovcu, Maribor proti Zavasu in Bronx proti Sevnici. V petek sledijo nove tekme četrtfinala. Igra se na 2 zmagi. V dodatnih kvalifikacijah za obstanek v ligi je Benedikt s 7-4 premagal škofjeloški Stripi. V 10. minuti so gostje povedli s 3-0, nato pa je sledilo pravličnih 7 zaporednih zadetkov futsalerjev Benedikta za prevzem vodstva z rezultatom 7-3. Končnih Benedikt Stripi 7-4 je postavil Gorenc v zadnji minuti z golom iz 10-metrovke. Pred nami so zanimivi obračuni, ki bodo meseca aprila dali odgovor o novem ali starem državnem prvaku. Pokalnega prvaka za letošnjo sezono že imamo, to je ekipa Maribora. Iz lige je izpadel naš predstavnik Tomaž Šicbar, iz druge v prvo ligo je napredovala Ivančna Gorica.
Sledi rokometni blok. V ligi za obstanek so Ormožani na Dolanki odigrali tekmo drugega kroga in po domači zmagi nad Slovenjgradcem v gosteh z izidom 37-36, polčas 19-18 premagali še Dol Hrastnik. Izid je bil kar 33krat poravnan. Domačini so največ vodili za 2, gostje pa za 1 zadetek. Zmagoviti zadetek za Jeruzalemčke je dosegel kapetan Bojan Čudič iz 7-metrovke v zadnjih trenutkih tekme. To je bila 3. zmaga vinarjev v letošnji sezoni nad Dol Hrastnikom. Pri poražencih je Gregor Klepe dosegel 9 golov. Za zmagovalce je Čudič dosegel 7. Rok Žuran in Tilon Kosti sta bila uspešna 6krat. V petek 24. aprila ob 20. uri je na Hardeku na sporedu sosedski derbi med Ormožani in Ptujčani. Za našo kamero smo pospremili tudi derbi starejših dečkov v polfinalni skupini B. Na Hardeku sta se še 4. letos pomerili ekipi Jeruzalema in Celja. Pred tekmo so Ormožani po 7 odigranih krogih bili na 1., Celjani s točko manj na 2. mestu. Zmaga na tem derbiju je na stežaj odpirala vrata obema ekipama za uvrstitev na zaključni turnir najboljše četverice. Zato so točke štele dvojno. Za Jeruzalemčke, če bi jim letos uspelo, bi to bila že 4. zaporedna uvrstitev na Final Four, za Celjana pa 2. v zadnjih 4 letih. Derbi se je pričel nervozno, kar je rezultiralo z tehničnimi napakami na domači strani, kar so s pridom izkoristili Celjani in hitro povedli za 2 zadetka. Domačo klop je še posebej razburila sodniška odločitev ptujskega sodniškega para Pukšič-Sattler v 5. minuti, ko sta Celjanom podarila kazenski strel, ki ga je v gol spremenil prvo ime Celjanov Tim Kocijančič. Do polovice prvega polčasa so Celjani držali prednost 1 ali 2 zadetkov. Nato pa so sledile dobre minute Jeruzalema, ki je najprej izenačil na 7 in nato pri rezultatu 9-8 tudi prvič povedal na tekmi. V zaključku prvega dela tekme so gostitelji v 3 primerih povedli za 2 zadetka. Prednost Jeruzalema bi lahko bila še višja, vendar zaradi kar 6 tehničnih napak in ob 2 zgrešenih zicerjih temu ni bilo tako. In Ormožani so na odmoru šli z golom prednosti. Jeruzalem Ormož 14, Celje Pivovarna Laško 13. Za razliko od prvega polčasa so domačini precej bolje začeli drugi polčas in tiho ter skromno gradili prednost najprej 1, nato 2 in celo 3 zadetkov. K vodstvu za 19-16 in 20-17 je v dobri igri Ormožanov v obrambi s 4 obrambami prispeval vratar Aleš Zemljič. Domačini so v 37. minuti preko Žige Borka imeli lepo priložnost za +4, a je odlično reagiral že 3. celjski golman na tekmi Denis Strašek. Zadetki v drugem polčasu so težko padali, saj sta obe obrambi bili na visokem nivoju. Sledili sta 2 7-metrovki za domače, ker pa sta Borko in Gašper Cvetko sprožila slaba strela in vratar Vito Kotar je oba poskusa zaustavil in omogočil svoji ekipi najprej znižanje zaostanka na -1, nato izenačenje na 20 in v 44. minuti po dolgem času znova celjsko vodstvo za gol. Celjska mreža se ni zatresla kar 12 minut in gostom je uspel delni izid kar 5-0. Kvalitetnim gostom, ki se niso predali, je uspelo povesti z 22-20 in zmagovalec je bil odločen. Niko Novak je na koncu ublažil poraz Jeruzalemčkov. Ormožani so v letu 2017 mogoče celo odigrali svojo najboljšo tekmo, a v pravih trenutkih niso zatresli mreže Celjanov, ki so vse napake nasprotnika s pridom kaznovali in se na koncu veselili zaslužene zmage. Pri domačih je vratar Zemljič zbral 9 obramb, kar je premalo za uspeh proti Celju. 6krat sta zadela Borko in Cvetko, po 4krat Jure Lukman in Novak. Enkrat je za domačo vrsto bil uspešen Maj Voršič. Prvi strelec Jeruzalemčkov v polfinalni skupini B, Rok Rubin, se sploh ni pisal med strelce, kar se je tudi poznalo pri končnem rezultatu. Pri Celjanih je Kocijančič dosegel 10, Jakub Pelko 5 in Andraž Bukušek 3 zadetke. Jeruzalem Ormož, Celje Pivovarna Laško 21-22, polčas 14-13. Po 8. krogu so vodstvo na lestvici prevzeli Celjani z 12 točkami pred Trimom, ki je pri istem izkupičku točk. Ormožani so tretji z 11 točkami.
Z 10 točkami na mesti 4 in 5 sledita ekipi Rač in Brežic. Borba za 2 mesti, ki vodita na Final Four, bo do zadnjega kroga zelo zanimiva. Ormožane v sredo 29. marca čaka gostovanje pri Račah. Če Jeruzalemčki želijo ostati v boju za zaključni turnir, je zmaga nuja. Lepo je tekmovati, še lepše premagovati fante. Sem Manca Katrašnik, sem članica AMZS. Kaj pa vi? Članite se, tudi vi. AMZS, pravi prijatelj. Dobar den. Ja, Micika, kaj te delaš tu? Hodi, Vinko, hodi. Tu je center ponovne uporabe. Veš, kaj vse moje obleke? Sem si kupila šal, jenko, bluzo, mantel, šulje. Pogledaj, kakšne lepe, pa vse samo za 10 evrov. Hodi, kaj še da bi nekaj kupila, gledaj, mantel paše. Ti vidi? Si vredi, ne? Ja, te pa tak vredi, ka sem si kufar sobom prinesel, ka ma vse to notri spravila, ha? Evo. Kje se še lahko oblečeš in obuješ za manj kot 10 evrov? Kupiš poceni posodo, porcelan, kos pohištva, vse za otroke. Oddaš stvari, ki več ne potrebuješ. In še popravile oblačil in pohištva nudijo. Vse to v centru ponovne uporabe v Ormožu, na Vrazovi 9, vsak dan med 8 in 16 uro. V CPU oddam odvečno in dobim kakovostno. To je res enkratno. Micika, gledaj, toto pohištvo je tudi na oddajo. Gledaj, kak jaz lepo, v to ti stol pošen, ha? Samo noga pa to je zmizane, ne? A ti bo, da si glih ti, veš. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več 1000 barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Novo v Ormožu, trgovina z gradbenim materialom Sejateh na Ljutomerski cesti 39. Trgovini Sejateh ponujajo vrsto kakovostnega in cenovno konkurenčnega gradbenega materiala priznanih proizvajalcev na trgih Slovenije, Madžarske, Hrvaške in Avstrije. Ponujajo vse za gradnjo in dom, kompletno ponudbo elektromateriala, pleskarsko orodje, barve iz mešalnice barv, betonske in opečne izdelke, kritine, različna orodja, vodovodni ter kanalizacijski material in drugo. Ugodne ponudbe, kvaliteten material in konkurenčne cene vas bodo prepričale. Povpraševanje lahko preprosto pošljete na elektronski naslov trgovina@sejateh.si. Lahko tudi pokličete na telefonsko številko 051 250 318. Moč glasbe nas združuje ob materinskem dnevu. V soboto, 25. marca ob 19. v športni dvorani Lenart. Nastopili bodo Majda in Marjan Petan, Goran Stadimović, svetovno znana čelistka Ana Rucner, Vili Resnik, 40-članski harmonikarski orkester Siniše Čeha, Vesele Štajerke, Ivica Pepelko, Lepi dečki, Marta Zore, Isak Palma, Vlado Kalember in Boris Novković.
voditeljici Teta Tončka in Jasna Kuljaj. Čujte, to bi bilo greh zamuditi. Moč glasbe nas združuje ob materinskem dnevu 25. marca ob 19. v športni dvorani Lenart. Prodajo vstopnice eventim.si na vseh bencinskih servisih Petrol, poštah Slovenije in na vseh prodajnih mestih Eventim. Cenejše vstopnice si zagotovite v predprodaji. Dovolite nam, da vas ponovno popeljemo nazaj v mladost, v čase največjih glasbenih uspešnic. Zabavaj se z nami, tudi ti. Sem Tim Gajser. Za uspeh je potrebna delavnost, pogum in pravi prijatelj. Sem član AMZS. Kaj pa vi? Včlanite se zdaj, ker član prihrani vsak dan. AMZS, pravi prijatelj. Za konec pa še povabilo k ogledu oddaje Utrip Ormoža iz arhiva. V nedeljo ob 20. uri nas čaka oddaja 6. marca 2001, v kateri boste med drugim lahko videli, da smo leta 2001 v Ormožu bili brez pustnega karnevala, ter še mnogo zanimivega. Nova oddaja Utrip Ormoža pa bo seveda na sporedu že čez teden dni. Srečno!